Pozdravljene raziskovalke in raziskovalci, vsi ti, ki bi radi stvari na tem svetu razumeli in razumeli pesem Vangelisa, ki pravi osvobajanje paradiža. V albumu z naslovom 1492, torej 1492, ko naj bi Kolumb priplul na obalo in najdu to noro celino, ki je rekel Afrika ali Amerika ali kako že. Skratka, Vangelis je že čutil, na kakšen način mi lahko paradiž osvojimo. Paradiž je tukaj not, za začetek, ni on tam. To, kar pravijo religije. In tudi vsi preroki so svoje znanje in, bom rekel, vesti delili na ulici med ljudmi in ne v nekih hramih božjih, kjer je nek posrednik vmes med človekom in Bogom. Ne, mi smo rekli, gre za intimen proces prebujenja in osvobajanja izpod suženstva lastnih misli in uma. Ne? Nam so natrosli 1001 neumnost, informacijo, ki smo jo nekako vase ujeli in sprejeli, jo dali v sebe kot resnico in s tem smo živeli naprej. Naj si bo od oblike zemlje do resničnosti prisotnosti virusa, do tega, kako so bogovi tam in tu, do, jaz ne vem, vseh možnih bedarij, a ne. Le o adrenokromu niso spregovorili nikoli nič, o duhovni moči posameznika, tudi ne o kolektivni zavesti. No ja, to neki so probali implementirati, ampak zaradi tega, ker so jo sami rabili negativno kolektivno zavest, zaradi tega pa so nasuli toliko negativnih informacij. Malo pomislite, vžgite radio ali pa televizijo, pa poslušajte, koliko pozitivnega prileti od tam ven. Nič, sem da se kreira negativa in da se širi strah. Zdaj, da je strah bolj zazaresen, a ne, že pripeljejo kakšnega temenga tlele, da ga vi tudi v živo vidite, da v bistvu imate občutek, da zdaj pa bo pa res nekaj hudo narobe in itak dodajo še informacijo, da ti temni ljudje, ki pa so od tam dol nekje, imajo religiozne namene, vse pobiti in tako in posilti, no oni zdaj hodijo po ulicah in posiljujejo in tepejo ljudi in ženske, zato so celo plačani mastne denarje in tako naprej in tako naprej. Ja, svet je v kaosu, sej ne more drugač biti, ne, mislim, če Janković, ki naj, mislim, priimek govori, da izvira iz Srbije, on pravi, da je zdaj naredil najlepše bestu, da svetu, da redu revolucijo, da je naredil leteči burek, ne, in mu je dron pripeljal burek na grad in on zraven zavrti golico. Burek je dober, jaz nimam nič proti nobeni narodnosti, daleč od tega, celo kontra, bratstvo in edinstvo, bivša Jugoslavija cenim in sploh in poznam ljudi prečudovite iz vseh naših bivših republik, poznam pa idiote tudi iz sosednje vasi in seveda tudi iz mnogih drugih držav. Torej ne bomo sami ločevali na moški so drugačni kot ženske, izobraženi, neizobraženi. Če si mangup, če si pa človek. Če si človek, imaš dušo, srce, empatijo in željo pomagati, in če si majmun brezsrčen, potem ti je temačnost, negativa, destrukcija tista stvar, na katero se naslanjaš. Ne, no, skratka, zdaj Srb, župan Ljubljane, z dronom pripelje balkansko jed, burek na vrh ljubljanskega gradu in zraven zašpila golico. Ne bo šlo to tako. Ne gre to tako, lahko rečemo nek živi ljubav, to bi bil ta prav komad za zraven bureka, ker kdo pa ne mara bureka, ne, bolj je masten, boljši je, ne, mora biti tako masten, da iz njega teče, kaj iz golfa dvojke, oleven, ne, malo za šalo, malo za res, ampak ja,
lomijo se stvari, na plano prihajajo informacije, marsikaj smo zvedli o svinarijah, predvsem je vsaj mene in veliko večino ljudi najbolj zbudila informacija o pogrešanih otrokih, kaj so z njimi počeli spolne perverzije in da so iz njih pridobivali magično in čarobno drogo adrenokrom. Gre za izvleček teroriziranih, maltretiranih otrok, katerim se adrenalin napolni v krvni obtok in super je to kri scuzati ven, jo popiti, to je Kristusova kri, ki se pije za vas, za nas. Povedano nam je bilo v ksiht, da to počnejo, banda ena, nam so pa rekli, da gre pa to zgolj za nekako moramo malo med vrsticami prebrati stvari, ne? No, mi smo ene stvari začeli delati na planu oziroma začeli raziskovati s pomočjo ljudi, ki so pred nami raziskovali in razumeli. Ene vrste takih so bili pred nami glasbeniki, pisatelji, umetniki. V zadnjem obdobju, govorim o obdobju 5-10 let, pa je bila to ekipa Anonymousov, ki se niso smeli izpostaviti, ekipa Q in ekipa Digital Soldiers, torej digitalnih bojevnikov, torej teh ljudi, ki so in smo določene stvari, slike, videoposnetke in zapise malenkost bolj pozorno pogledali, a ne? In zagledali na posnetkih marsikaj, kar nepozorno oko ne zazna. Torej, mnogi digitalni bojevniki, vojaki so nam lansirali materijale in so rekli, poglej si tole, kaj pa tole zdaj, a vidiš tam tole? In nam je reklo, ojoj, nisem bil pozoren. In to je tisto, ki so mene modreci učili nazaj, moč pozornosti. No, zdaj razumem, biti pozoren na vsako besedo, na vsako sliko, na vsako zapisano črko ali izgovorjeno laž, ne? Znamo biti precej bolj pozorni, kot smo bili pred časom. Na osnovi tega, ker nam je nekdo rekel, poglej, tamle, ko nam je usmeril fokus, ko je podal pozornost, poglej si tam, poglej si tu, smo sami začeli raziskovati. Enostavno ne verjamemo več besedam na prvo žogo, ne verjamemo izjavam, bom rekel, vlad, medijev in ljudi okrog nas, ki nam probajo ta naša dognanja, bom rekel, degradirati. Ne, nekdo je nekje enkrat slišal nekaj in tega se je prijel ka hudič križa. V kontekstu virus je nevaren, smrtonosen. To je on enkrat nekje slišal in zdaj, ko mu ti rečeš, stari, verjetno, da to ni to, tako daš, veš, verjetno, ne, ti mu ne demantiraš njegovo v glavi. Ti mu sam ponudaš en tak, kaj pa če bi se ti malo vprašal. On te napade na osebnem nivoju, kakšen si ti debil, idiot, vendarle stroka ve. Ne boš ti Turšič zdaj pa neki bil brihten pa svet na glavo obračal. Ne? Vsega ne, samo vprašanje sem ti postavil in vidim na odgovoru, da tvoj ni sposoben iti čez kognitivno disonanco. Tvoj nima želje, da bi spoznal kaj več od tega, kar je zapekel v male možgane. Ne? Pač to, kar je dobil ta to zdaj on golta drži in prodaja naprej, ne? Ostalim ovcam. Nam je dano videti, kaj je bil ustroj, ki ga je gonila politika in mediji in kompletna matrica s šolstvom, sodstvom in vsemi organi ured. Za vsem tam pa se že tisočletja skriva religija, ki seveda zavaja ljudi na svoj poseben način. Včeraj se je pojavila pač v moji glavi nek zaključek, ojoj, seveda je verjetno, da adrenokrom izvira iz tisočlet nazaj, iz žrtvovanj in tako, in gre za drogo, opijat, ne vem kakšnega formata,
kjer ljudje dobijo občutek stika z Božjim. Ne, sej adrenokrom se ne dela zadnjih 25 let, ne, verjetno tisočletja že, ne, od tukaj tokenih grobnicenih, grobiščenih stvari v ozadju in v preteklosti in v zgodovini, vse to so uspešno skrivali in prikrivali, ampak nekako en tak moj zaključek, adrenokrom se je dogajal mnogo nazaj in moramo razumeti, da religija je prva, ki ima najbolj krvave prste in ki je, bom rekel, ta adrenokrom lansirala svojim vernikom v mikrodozah skozi vino, skozi hostje in skozi kadila. Kadila, jaz nisem temu polagal pozornosti pretirane, vendar je več kot smiselno in logično, da so skozi kadila ustvarjali učinke fanatičnosti, blaznosti, božanskosti, milosti in ne vem kaj. In tle je religija imela svojo moč, kakorkoli že. Nadejam se, da je čas, da se te moči religiji vzame. Zdaj, jaz sem imel možnost videti Izrael, kjer se je rodila muslimanska in rimokatoliška religija, s tem, da so Judje tam doma. Judje blazno sovražijo vse, kar je človeškega in mislim, spet bom, da ne boste rekli preveč obsojaš ljudi, religija kot taka je bila proti ljudem nastrojena in usmerjena, tudi v Koranu in tako je, kljub temu, da je Allah in tako precej mržnje proti ljudem čutiti. In ni strte zvito, no, pač ta terorizem, čeprav spet ni to tako, kot ga zdaj pa probajo prikazati, da pa vsak musliman je pa pripravljen ubijati. Mislim, da ne. Skratka, hotel sem reči, na področju današnjega Izraela oziroma Palestine so bile rojene, bom rekel, 3 religije, kar nakazuje, da gre za eno in isto izhodišče z drugimi zapisi. Okay, eni imamo Biblijo, drugi imajo Koran, tretji imajo jaz ne vem kaj, nisem znalec religij, lahko pa vem in zaključim, da so vse religije manipulacija z ljudmi, teh primitivnih, ki so probali oponašati preroke, ki so probali učiti ljudi, da je stik z Bogom tisto, kar najde vsak sam, in mnogi izmed nas se že podajamo na to pot in že čutimo, bom rekel, prve zametke tega, kaj smo. Zdaj, mi smo to igro, ki se je igrala tisočletja, religije in zdaj vladavine in matrica in iluzija v kompletu, mi smo do teh stvari prišli s pomočjo lastnega intelekta, s pomočjo lastnih razmišljanj, s pomočjo tega, da smo odprli ume in prepoznali cirkus prevarantov, njihove laži in zavajanja. Naša moč intelekta je daleko nad pristopom narcizma oziroma ljudi, ki so pravzaprav brezdušne školjke, ki so prodali svojo esenco stran od sebe in delovali proti ljudem, seveda za poplačilo, za, bom rekel, konkretno nadomestilo. Dajmo reči, nekdo je dobil denar, nekdo gozdove, nekdo dobre posle in tako naprej in tako naprej. Skratka, moč, slava in denar je mamac za ljudi, ki so izgubili pristen stik sami s sabo. Še vedno me preseneča, kakšno število ljudi je prodanih in kakšno število ljudi se bo lahko pravzaprav zbudilo z nami in šlo naprej v lepši, pravi svet, bom rekel, v osvajanje paradiža. Zemlja je raj, mi smo bogovi in živimo v raju, v sinergiji eni z drugim in za vsako našo bolezen rožica raste in sestavljeni smo iz vseh snovi, ki so na zemlji doma, čeprav smo energija, ki nima ne začetka, ne konca. Je pa res, da smo se tukaj rodili kot tabula rasa, torej brez spomina, kaj nosimo iz preteklosti,
Mnogi prebujeni glasbeniki pa so nam rekli, zbudi se, ti si magic, ti si magnificent, ti si čarobni ustroj, probi razumeti frekvence, probi razumeti energijo, probi razumeti, da vse vesoljstvo in stvarstvo stremi k temu, da napredujemo. In prišli smo do te točke v zgodovini človeštva ali celotne galaksije, kakorkoli si jo zdaj predstavljamo ali pa zamišljamo, kjer se obrača plošča, obračajo se poli, kjer prihajamo do neskončnega oziroma dokončnega očiščenja planeta, tistih, ki so si planet zamislili imeti v lasti, ki so si zamišljali nas prepričati, da smo majhni, nesposobni, čudaki in nas imeti za sužnje, da njim služimo, da oni lahko so duhovniki, škofje, vladarji. Na osnovi česa? Na osnovi morale in etike nihče izmed njih ne more si lastiti te titule, če ćemo temu tako reči, a ne? In ker mi njih in njihovo igro prepoznavamo vsak dan bolj, vsak dan več nas je, se moramo zavedati, da njih grabi težka panika. Oni svojega monopola ne želijo predati kar tako pa reči, ok, prav, bomo pa popušili, 1000 letja smo zmagovali, zdaj bomo pa ajde, pa ne bo po vaše, zmagali ste. Ne boš to tako, oni ne bodo predali svojega imperija, če močemo tako reči, s tem, da bomo mi rekli, dobili smo vas. Ne? Oni ne bodo čist glih tako predali, dejstvo pa je, da igrati pa ne morajo več, če mi poznamo njihove skrivnosti. Zdaj probajo tako tisti na vodilnih položajih, kot tisti, ki so kot podrepniki sodelovali s tem sistemom, probajo na vse načine nas še vedno demantirati, degradirati, vendar na tak način se izdajo. Izdajo se, da so na strani, ki ni plemenska stran. Pa boste rekli spet, Matej, delitve niso v redu. Absolutno se moramo razdeliti med ljudi, ki smo del plemena in ljudje, ki so bili proti plemenu. To je najbolj pomembna delitev, ki jo moramo razumeti. Vse ostale delitve pa so bile zavajanja. Levica, desnica, komunisti, tabeli, ne vem, republikanci, demokrati, pa zdaj imamo dol Hamas, pa ovo, pa ono. No, so vse delitve pomešanih ljudi in spet probajo zmešati eno mineštro, med tem, ko je bistveno treba razumeti, odkje žrtvovanja, zakaj žrtvovanja, zakaj pitje otrok, zakaj uničevanje našega planeta in prebivalcev na njem. In še enkrat, New World Order, se pravi nov svetovni red, je bila ideja, da se te brezdušne školjke, prazni negativci, da pridejo oni resnično v ospredje in na vrh. Žal ta plan je spodrsnil in ne gre v tisto smer, kot so si zaželeli, in iz tega naslova je zelo pomembno, da razumete, da oni z ustrahovanjem ne bodo prenehali in lepo vas prosim, nikar te ne padejte na ustrahovanje, ker bolj ko se prebujate, manj strah na vas deluje. Bolj ko se zavedate svoje moči, velikosti, sposobnosti, bolj veste, da imate opravka z okolico, ki je nizka, primitivna in se gre v bistvu ta star trik ustrahovanja. To je cirkus. In ta cirkus je v našem jeziku že precej blizu, ne? Plus crkniti in še tako. Igra besed, mnogo je stvari je že povedanih, zapisanih, mnogo stvari smo imeli pred očmi, vendar jih nismo povezovali s svojo logiko.
poslušali smo njihove narative. Ne? En tak primer je, imamo grobnico oziroma kostnico, kjer so lobanje in kosti, vendar so tam majhne lobanje. In pa smo rekli, ojo, pa so to otroške. A ne, to so bili ljudje včasih majhni. In mi smo rekli, aha, ok, zdaj pa razumem. En klinac klanac. Mi moramo razumeti, da vse je bila ena velika težka prevara in ne smemo verjeti nikomur in ničemur. Zaradi tega tako močno poudarjam, dajte skušati razumeti. Ker ko boste razumeli, vam lahko je nasutih tisoče mnenj takšnih in drugačnih. S tem si boste svoje mnenje, ki ste ga že zgradili, samo še ojačali. Tisto mnenje, ki se pa z vami ne bo strinjalo oziroma sklapalo, boste pa lahko z lahkoto zavrnili in rekli, žal tole ne pije vode. Ne, a veš, mislim, od pristanka na Luni pa do oblike Zemlje, pa smo spet nazaj. Vsekakor je zelo pomembno, da smo mi za nove informacije in nove šokove, da smo mi spremni, da smo mi pripravljeni, da bo do nas prišlo še in še šokantnih informacij. Kajti obveščeni smo, da ko bodo prišle stvari na plano, bodo šokirale tudi tiste, ki že dolgo časa raziskujemo. Dolgo časa. Pač, kolikor časa že raziskujemo, mislimo, da že kaj vemo, pa v bistvu pridejo ven informacije, ki rečeš, ma ne me zabavati. Mislim, meni osebno je včeraj prišla informacija naokrog, da veš, da v hostjah so lahko sledi adrenokroma. Valjda, se vse pokrije, itak. Ampak in pokrije se z adrenokromom in pokrije se s fanatizmom, pokrije se s tem, da razumem, zakaj ljudje slepo se vračajo v cerkev, ker imajo občutek blaženosti, vendar nerealen. Absolutno je izumetničen in pripeljan z občutki s pomočjo raznih drog. Pravzaprav je cel svet zadrogeran ali z religijo, ali z prepričanji, ali z zdravili, ali z begom v alkohol, ali jaz ne vem. Skratka, zasvojenost je huda reč in satanizem in zlo je precej dalo na te stvari. Tako da jaz dokazal tam nimam, da bi bil adrenokrom v kosti. Je pa zame to več kot logično in smiselno. Mislim, ni smiselno, ampak je logično, da on tam je. Ne? Tako da hočem reči, bodimo odprti za informacije široko, ker šokirale bodo vse, tudi nas. In verjetno prihajajo še svinjarije, o katerih se nam naš ni mogel sploh, ker nima v sebi destrukcije in zlobe, naš si svinjarij ne more niti zamišljati. Zaradi tega pa so določene informacije šokantne, boleče in jaz ne vem, kakšne še boleče. Sprijazniti se je treba, čustvene naveze in čustvene vplive, ki jih te informacije prinašajo, moramo obvezno dati na stran, ker s čustvi so nas vozili, ne? In naj pridemo tudi mi konc koncev do tega končnega, bom rekel, na njihovi strani prihaja smrtni strah, nam pa tudi more priti šok, ker jaz nisem mogel razumeti pred časom, ko smo se pogovarjali z ljudmi še tako v kavarnah, pa tako v kontekstu, stari moj, adrenokrom, a veš, da so mulce, mislim pobijali pa kripili. Daj, Turšič, ne. Ej, pa spolno so te, mulcev so ful izginili, 8 milijonov na leto, pa njih so spolno izkoriščali in jih pobijali in tako. Daj. Neverjetno, da se ljudem ni dalo dopovedati. Ne? No, zdaj pa imamo mnogo nas je preskočilo to informacijo, pogoltnilo, prežvečilo in reklo, ok, sranje, ne, ampak kaj še kaj. Ja, in sranju ni videti konca. In tudi ta smo dobili, da bo drek preletel na ventilator in osrano bo vse, kar osrano more biti. Nič hudga. Mi smo na te stvari razmeroma pripravljeni, nič nas ne more presenetiti. Najbolj pomembno pa je, da smo do informacij odprti
da jih ne kupimo na prvo žogo, da jih damo v kontemplacijski proces, povežemo s svojimi znanji, spoznanji in dosedanjimi razumevanji in dobimo en svoj, bom rekel, delni zaključek. Vsi ta zaključek ni fiksen, on se lahko jutri tudi malo spremeni, razširi in doda, verjetno pa se ti zaključki ne morejo več radirati, izničiti, ne? Če vemo, da je cerkev satanistična in je slavila satanizem, meni ne bo nikoli več mene noben prepričal, da to pa ni res, ne? Da to pa so častili Boga, ne? A mogoče rimokatoliška, ampak muslimanska pa valjda boljša. Ali pa, ne vem, indijska ena, ne? Ne gre to tako, nihče več me ne bo prepričal. Hočem reči, da dejstev kot takih, ki jih imate svojih zaključkov, vam nihče ne more zbiti, ne? In to je tisto, kar smo tudi prebrali od modrecev, znanja vam ne morejo nikoli vzeti, znanja, razumevanja, ne? Znanje, razumevanje, to je spet ta nek pojem. Ja, in lahko rečem, da sem kriv, ker ne dam več, da se mi pije energija in pije kri. Ja, nisem kriv sem, da se mi ne dopuščam, da se mi pokvari dan in da mi zjebejo mojo čudovito božansko energijo. Ja, kriv sem za to in drago mi je, ne, vesel sem in prav je tako. Ne dovolite tudi vi, da vam kdorkoli pije kri, energijo, da vam pokvari dan in zjebe vašo resnično divine energy, ki nas vse poganja. To je ta atomska energija, ki nas goni in žene in ne dopušča, da popuščamo, ne. Oni bi šli do konca, bodo šli do konca. Računali so, da bomo mi upehali. Ne bomo. Tudi mi gremo čist do konca. In ne vem, če si recimo predstavljate, da zdaj rečem, nič, veš kaj, jaz se to ne grem več zdaj, ne? Ni šanse in gremo čist do konca, ker vem, da nas je vsak dan več, ne pa vsak dan manj in trdno sem prepričan vsak dan bolj, da imam še kako prav in tudi vi sami pri sebi veste, da ne boste nas šetali nikad više, ne. Dober ste nas, kapo dol, ja, ste nas, ampak tle se stvar konča in smo na koncu časa. Hvala Bogu, na robu prehoda v 5. dimenzijo, višjo zavest, zlato dobo, imenujte, kakor hočete. In svet se ne bo spremenil s tem, da imate svoje mnenje, svet se spreminja z našimi primeri delovanja. Bodi ti, bodi človek, takih, ki si ti je mal, ne boj se upati se postaviti zase. Tako je prav, v smehu, stoični drži, humorju, v ljubezni, v vsem imaš nekaj, kar večina nima, zato bodi in s tem spreminjaš svet. Do zdaj nisi smel ali smela biti to, kar si, ker so zmer prišli pa rekli, iti pa ne moreš. Look at me now, watch me now. Ja, nekateri vidijo, oziroma svet vidimo zdaj z drugačnimi lečami ali pa z drugačnimi očmi in nekateri še vedno na zunaj vidijo ta meseni del, mnogi izmed nas pa že vidimo, kako grdi so pravzaprav spiriti oziroma duše oziroma karkoli je od njih ostalo na energetskem nivoju. Skratka, v mnogih ljudeh lahko prepoznamo grdobo, resnično grdobo. In mnogi me vprašajo, kako si sam sebe osvobodil, in lahko rečem, začel sem objemati svojo lastno moč, ji slediti in zaupati, in ni majhna, tudi ki jo boste, mnogi ste že jo, mnogi jo še boste, ki jo boste začeli spoznavati to neskončno energijo, ki jo nosite v sebi, boste spoznali, kako dragocena stvar je in boste tudi razumeli, zakaj so se tako močno in z vsemi možnimi stvarmi trudili, da nam jo zbijejo. Zaradi tega, ker smo mi njim pravzaprav nevarni. Ma nismo jim nevarni, samo oni ne morejo vladati, če smo mi pržgani na on. Pržgani, pretegnjeni, užgani v svoj pravi biti. No in prejšnji teden sem sam sebe najdel, ker sem rekel, da sem pa v stresu, ne? No ta teden pa pravim, da sem pod
božanskim pritiskom, ker rojevam nekaj novega, veličastnega in gromozansko velikega. Spremenite svoj način govorjenja. Ne, niste pod stresom, niste utrujeni pod deviškim pritiskom. Ste in smo vsi. Nihče še ni rodil diamanta brez pritiska in Under the Pressure je komad pod pritiskom Freddija Mercuryja, kjer nam je hotel enako nekako povedati. In poznamo stari rek, preko trnja do zvezd ne gre do prebujenja svoje moči, če ne gremo čez svoje temačnosti, da odvržemo tisto staro naučeno, da pravzaprav dovolimo, da umre in nobena smrt ni prav, bom rekel, čudovita. Ne? To je tisto, kar nam dela malo overe, pa se malo bojimo stopati korak naprej, ampak ne se bati. Želim biti živ primer, da sem stopiš korak naprej, pa je boljš. To sem rekel pa zaradi tega, ker sem Hamota slišal, ki je rekel, stopi ven iz te sredine. In pa zaradi tega, ker sem poslušal Freddija Mercuryja, pa je rekel pod pritiskom. Pa še in še stvari je, ki jim lahko sledimo. Sledimo ideji. Sej načeloma Freddija ni več med nami, čeprav mislim, da je. Ampak mi skozi njegove pesmi lahko mnogo stvari razumemo. Tisti, ki ne razumete angleščine, mi je zelo žal, da ne morete, da ste za to prikrajšani, ampak Akija Rahimovskega bi pa razumeli, ne? Parni valjak, kaj je hotel reči. V prolazu ljubav nije nestala, samo se sakrila. Vamo, zdaj pa kaj bila skrita, zdaj smo jo pa najdli, tralalala, pa jo vam pripeljali, kar dajmo jo, noč bat. Ja, resnica se še nikoli ni zavrnila iskalca, le iskalc je tisti, ki je zavrnil resnico. To je približno tako, kot zdaj ta religiozni del, propad religij, bo prihajalo ven marsikaj, mnogi bodo zanikali stvari, ampak dejstva so tle, naše razumevanje se pokrije pikice nerazumljivosti, ki jih nismo razumeli v mladosti, mnogi smo hodili v cerku in tako marsičesa nismo razumeli, zdaj pa stvari dobivajo nov pomen in smisel in široko sliko. Tako da, ja, mnogi se še zmeraj probajo zadrževati resnico tam in pokrivati z nekimi floskulami, ne? I čuvaj mi Bože leđa od slabih ljudi i zla na koje su iz svojih nemoći spremni. Ja, Bog čuvaj mi hrbet od slabih ljudi in vsega zla, ki so ga sposobni narediti iz svoje nemoči. Ja, nizki udarci pod pasom, polena pod noge, zmerjanja, blatenje imena, ena horda laži, klevet in izmišljotin, vse to je ideja nizkotnih ljudi. To niso plemenske lastnosti. Jaz nisem nikogar potlačil, da bi sam bil bolj neki in sploh. Ne, zaradi tega, ker to ni naša lastnost. Lahko se pa upravičeno branimo, kadar smo napadeni. A, to pa ja. Ne smemo kar spregledati nepravičnosti, a ne? Evo, in ta je tudi dobra, naši tekmeci lahko kopirajo naše delo, lahko kopirajo naš stil ali pa celo našo proceduro. Ampak nečesa pa ne morajo skopirati. In to je naša strast. Mi smo se pogovarjali, sledi temu, kar ti srce govori. Delaj tisto, kar delaš rad. Delaj tisto, kar si ne predstavljaš, da mine dan, da ne bi naredil. Da se ne bi obračal k temu, kaj so naše strasti. Ne spolna strast, strast do izdelave zmaja, strast do peke kruha, strast do raziskovanja, strast do želje porazumeti, strast do ljubezni in spoznavanja tega sveta, kakšen je. Zdaj sem vam moje strasti naštel. Vi imate svoje in tega nihče ne more skopirati. Se zastopimo, saj lahko pečejo kruh, ja, lahko je. Tudi kitaro lahko igrajo, tudi. Ampak ne morajo pa skopirati tega, kako jaz uživam, kadar pečem kruh. Ali pa igram kitaro. Tako, in mi moramo prožiti te stvari, ki jih imamo radi,
bolj in bolj in bolj, ker to pomeni, da smo čedalje bolj pri in v sebi s sabo. S tem, kar, veš, naš notranji kompas deluje na to, kaj imamo radi. Notranjemu kompasu moramo slediti in če delamo srcem, ni narobe. To nič drugače. Ne poslušajte drugih, ki vam probajo to strast ugasniti ali pa nižati ali pa kakorkoli. In ne obstaja napačno mišljenje, obstajajo samo mišljenja, ki se ne poklapajo z našim načinom razmišljanja. To je vse. In mnogi ljudje pač tu moramo odpreti biti pripravljeni na informacije, da nas šokirajo. Najslabše je, da a priori rečemo, ne, to pa ni res. Ne? Poslušmo, prisluhni tudi drugim, celo neukim in neumnim. Desiderata to pravi. In da se poklopimo skupaj, ne rabimo istih idej, rabimo isto spoštovanje. Ne, mi smo rekli v srcu isto, mislimo in plemenske lastnosti mi imamo ohranjene, jih čuvamo, z njimi funkcioniramo in spoštovanje je zagotovo med prvimi, ki jih moramo imeti, a ne. Seveda pa ne rabimo vsi kruha peči, kam pa pridemo pol, ne? Vsak mora pač po svoji poti, zato pa je toliko bogov na zemlji. Kaj pa se že ponavljam, no pa ta slikca mi je blazno všeč, s kakšno silo se borimo, da bi mi te ovce zapigane prebudili, ne? Kako se borimo k levi. Pa ne gre, ne? Pravi, zbudi se ovca, vse kar veš je bila laž. Ne? Oh, life. V angleščini življenje. Življenje je večje. Večje, kakor si ti zamisliš. In ti nisi jaz. In povezave, skozi katere moramo iti, so razdalje v naših očeh. Noro, gre za to, da je konec sveta, ki ga poznamo. Ta je krasna, ne? Imam polno skrivnih talentov, katerih ne vem, ker so skriti. Mnogi izmed vas iščete svoje talente in svoje misije, le dejte jih, so v vas, v zibko so vam položene, zavajani ste bili celo življenje, da jih ne bi odkrili in dejte pobrskati. Tam, kamor gre srce, tam noter so ti skriti talenti in tam je zaklad, ki ga nosi vsak v sebi. Ne more nihče namesto vas tega narediti, zato je to intimen odnos med vami in Bogom in tistim, kar ste. Evo, in ne mi nihče ne govori o lojalnosti, jaz sem še vedno tukaj in držim skrivnosti o ljudeh, ki so name zmetali blato in umazali moje ime. Jaz o teh ljudeh nisem spregovoril z besedo, velja zame tako kot za valjda tudi marsikoga izmed vas. Nismo blatili drugih, ki so nas blatili, ne? Ker nismo maščevalni. In zame je to lojalno in pravilno. Če sem se pa od koga odmaknil, je pa to seveda tudi zame pravilno in zdravilno. Družbica, 38 minut smo odpeljali, mi zgubljamo našo religijo, kot nam pravi skupina R.E.M. Zelo dobro je povedal. To, v kar smo verjeli, je na robu propada. Svet odhaja svojo pot, propad tega, kar je bilo, in ne propade, more umreti zlo, more se umakniti temačnost in prav je, da tisti, ki se bojujemo sleherni dan za to, da ohranjamo in naprej vlečemo plemenske lastnosti, čistosti, ljubezni, spoštovanja, iskrivosti, igrivosti, kreacije in tako naprej, da te stvari delamo brez občutka sramote, slabe vesti ali kakorkoli. Želim vam prečudovit dan, sicer jesenski, a ne, da ste v miru in iščete svoje strasti in svojo misijo in ta prav čas za to je ravno kar. Držite se. Čau. That's me in the spotlight, losing my